Dijaka, ki šolanja ne more nadaljevati v gimnaziji, kjer si je želel, in to zato, ker ta šolska ustanova v prestolnici žal nima dvigala. Dijak je namreč invalid. In verjamem tudi, da poznate veliko krajev, ki so invalidom nedostopni ali pa vsaj neprijazni. No, povsem drugačen primer je Narodna galerija. Tja se je na razstavo odpravila naša Nastja Rožej v družbi Primoža Jeraliča na invalidskem vozičku in Antuna Smrdela, ki je že od rojstva slep. Kaj torej pomeni, da je prostor primeren in prijazen invalidom? Poglejmo. Nedostopnost do stavb, neravne površine, robovi pločnikov. Vse to otežuje življenje osebam z raznimi oviranostmi. Ko takoj opazijo, da so robovi, pa kar naenkrat je treba voziček dvigovati in vidijo, da vsaka neravnina je lahko včasih kar težava, sploh pa pri nas. Invalidi imajo tako težave tudi z oddaljenimi parkirnimi mesti, premajhnimi prostori med njimi in klančinami, ki so popolnoma neuporabne. So bile že izkušnje, ko so bile klančine veliko bolj strme, pa veliko bolj nevarne, pa če si šel po stopnicah. Vse to uporabnike invalidskih vozičkov diskriminira, saj se počutijo nesamostojne in zelo omejene. Težave pa imajo tudi gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni. Da vidijo, kje je stopnica, kje je ta višinska razlika, da so označene steklene površine, da se ne zaletiš v šipo, ker misliš, da tam nič ni. So stopnice, niso enakomerne dolžine, niso enakomerne višine. Smo pa za primer dobre prakse obiskali Narodno galerijo, kjer smo s Primožem Jeraličem in Antunom Smrdelom obiskali razstavo. Dostop je urejen za oba. Za invalide je na primerni višini tudi recepcija. Dobar dan. Dobar dan. Si greste pogledati razstave? Ja, tako. Imamo invalidsko kartico. Na voljo je tudi dvigalo, ki pa mora biti dovolj široko in primerno tudi za električne invalidske vozičke. Od tu naprej pa je gibanje po razstavi lažje. Prav tako so na ustrezni višini napisi in slike. Se ti ni treba z vratom gor stegovati, kakorkoli gledaš lahko naravnost in uživaš v razstavah. Uživati in doživeti razstave pa si želijo tudi slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. Imamo slušno zanko, tako da si lahko gluhi in naglušni pomagajo z svojim slušnim aparatom, se priključijo na naš sistem. Antun Smrdel pa lahko potipa replike slik, jih z dotikom prebere in posluša. To je tipna slika Mihaela Stroja, Luiza Pesjakova, ena izmed zelo priljubljenih slik v Biedermajerju. Tukaj lahko v brajici pogledate besedilo, obenem lahko čutite, tukaj na levo imate tudi sliko. Za vse ranljive skupine je omogočen brezplačen vstop v galerijo in urejeno vodenje po razstavi za osebe, ki to potrebujejo. Mojca Vavpotič, glavna tajnica pri Nacionalnem svetu invalidskih organizacij, je zdaj v našem studiu. En lep pozdrav. Dobar večer. Videli smo en dober primer, ampak imamo pa nažalost po državi še kar nekaj tistih slabih primerov nedostopnih krajev. Kje je najslabše poskrbljeno za invalide? Ja, sigurno izven prestolnice, prav glavnih mest, ne. Med najbolj perečimi problemi je pa zagotovo prevoz še vedno, ne. Tako da ni dostopen za vse invalide, ne vlak, ne avtobus, in to otežuje zelo. Problem nastaja pri mobilnosti invalidov. Pa smo v letu 2022, kaj ne? Veliko se je sicer govorilo, naredilo, tudi zakon imamo, če se ne motim, tja do leta 2026 bi moralo biti po vsej državi to urejeno, pa vendarle, kaj se vam zdi, da prepočasi delamo, da premalo javljamo, kje ni to urejeno, kje se zatakne? Ja, zatakne se zagotovo pri izvedbi. Vsi, ki recimo prenavljajo stavbe, niso še ozaveščeni, da je to treba prilagoditi ali pa enostavno pozabijo. Tak primer je zdaj drama. Recimo, ko smo mogli mi spodbuditi, da ne, ko bojo prenavljali, tudi mislijo na invalide. Težave so tudi pri mestnih občinah, recimo, kjer se pozablja, da niso samo invalidi, ampak tudi starejše osebe, mamice z vozički, ki potrebujejo prilagojene dostope, tako da teh težav je kar nekaj. Ja, pred leti ste uvedli Evropsko kartico invalidnosti, to je bil pa tudi drugi del prispevka, kjer smo povedali, če to imaš, greš lahko brezplačno na ogled razstave, tudi na kulturne, športne dogodke. Torej, kako je s to kartico? Koliko ljudi v Sloveniji ima? Ta trenutek ima v Sloveniji to kartico že 18.834 imetnikov, se pravi invalidov, kar predstavlja nekaj 16% vseh invalidov v Sloveniji. Mi si seveda želimo, da bi čim hitreje pristopili k tej kartici.
Po drugi strani pa je še bolj zanimiva številka, da imamo tudi konec meseca septembra 484 ponudnikov, ki ponujajo bodisi brezplačne storitve in pa druge stvari ali pa določene popuste. Ja, zdaj pa tista informacija, ki bo verjetno marsikomu torej prav prišla, glede na to, da ste rekli, da jo ima zgolj 16% invalidov, kje kartico dobijo in kje lahko potem preberejo, kje vse so dobrodošli brezplačno. Ja, kartico bojo pridobili zelo enostavno na vseh upravnih enotah v Sloveniji. Mi vedno predlagamo, naj se oglasijo v najbližji upravni enoti svojega stalnega bivališča. S seboj morajo imeti eno novejšo fotografijo, ki je podobna tisti za osebno izkaznico, odločbo o invalidnosti oziroma odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ali odločbo o dodatku za nego otroka za otroke. In na upravni enoti bojo skupaj z uradnikom izpolnili vlogo in na ta način dobili kartico. Ja, hvala lepa za obisk v studiu. Še to, kje bodo pa prebrali, kam vse lahko gredo? Ja, seveda, našo ponudbo, ki jo do zdaj ves čas izpopolnjujemo, najdejo na internetni strani, kartica-invalid.si ali pa na mobilni aplikaciji, ki jo stalno posodabljamo. Tako, zdaj pa sva res odgovorili na vsa vprašanja. Hvala lepa torej še enkrat za obisk v studiu in hvala tudi, da opozorite, naprimer, kot ste rekli, zadnji primer drame, naj nikar ne pozabijo na 180 tisoč ljudi v Sloveniji. Hvala. Najlepša hvala vam.